Mariborski župan si namreč festival Lent ne predstavlja več samo v takšni obliki. Mesto živi z festivalom, tega sem zelo vesel. Mesto tudi v veliki meri ta festival takšen kot je podpira, ne? Mislim, daleč največ od vseh drugih podobnih prireditev. Želimo pa si seveda glede na to, da je uporabnik vedno bolj zahteven, da je trg vedno bolj poln z različnimi vsebinami, da bi tudi festival Lent dokazal in pokazal, da zmore nekaj več, da se ga malo prevetri, da da neke nove vsebine, da nas malo preseneti, spet pritegne, da se ne zgodi to, kar se zdaj malo mogoče dogaja. Jaz vem, tam je tako vedno podobno in isto. Želim si, da bi nas z programom in vsebinami ali v času trajanja, ali s prizorišči, ali v kombinaciji letega presenetili. Jaz verjamem, da tam dovolj dobrih kreativnih ljudi, ki bodo to znali narediti. Oder na Dravi letos kljub vsemu še ostaja del festivala. Oder na Dravi pa vsekakor bo. Pri tem moram povedati to, da ta Oder na Dravi ima v resnici dva dela. En je ta, ki ga bomo zdaj legalizirali, ki je v zalivu fiksen del in tam oder bo. Nisem pa se strinjal s tem, da bi v času teh velikih gradenj in izzivov, ki jih ima mesto na celotnem polju mesta, se strinjal s tem, da bi samo za logistiko dodatnega odra k temu fiksnemu odru porabili tako kot so lani 80.000 evrov in vsako leto tako. Mislim, da je to negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem in da lahko tudi na področju kulture se s tem denarjem naredi bistveno več. Župan želi tudi nekaj sprememb v mestnem parku, kjer poteka Art Camp. Predvsem ne bo dovolil kršitev uredb zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine, kot se je to dogajalo do sedaj. Zato je bilo na mizi negativno mnenje obeh ustanov dogajanju v parku, proti čemer sem seveda se boril z vsemi štirimi in sem zagotovil tema dvema ustanovama, jih podprl v njihovi strokovnosti, da z samim delovanjem Art Campa ne bo škode na področju parka. Se pravi, gre samo za to, da ne delamo po nepotrebnem prizorišč na zelenih površinah in da jih umestimo na tlakovana polja, ki jih je dovolj, če jih slučajno v parku za vse vsebine ni dovolj, ima mesto dovolj drugih tlakovanih površin in eno izmed mojih načel je, da tisti, ki nekaj počne, naj istočasno ne počne z svojim početjem škode drugemu. Organizator se bo tem zahtevam seveda prilagodil, prav gotovo pa bo to imelo vpliv na tamkajšnji program. Zaradi tega pač bo program nekako zaradi te zgostitve tudi okrnjen. Žal tega, kar smo bili deležni v preteklih letih, enostavno ne bomo mogli več pokazati, ampak mislim, da bo kljub temu zanimivo, mislim, da bo kljub temu primerno in tudi upam, da se bo mogoče za to izkušnjo neka prihodnost pokazala vseeno malo drugačna, ker kakorkoli pogledamo na to, legalistično seveda se bomo obnašali, ampak zelo težko me pa prepričajo, da pa to, kar smo počeli v parku, kako smo na njega pazili, kako ljudi ozaveščali, kako ločevali smeti in tako naprej, temu parku škodi. Predvsem pa si župan želi, da bi festival Lent trajal čez celo poletje. Predstavljal sem si, da pod okriljem festivala Lent, ki seveda ima ta svoj centralni dogodek v tradicionalnem času, iz tistih 16 dni, za tokrat na 9, da se nekaj z znanjem te ekipe, z poznavanjem prizorišč, z poznavanjem ponudbe na trgu kulturne, da naredijo še nekaj, kar je morda, ne vem, kakšen vikend v juniju ali v septembru, avgustu, to je stvar njihove odločitve. Vsekakor si želim, da bi za tem denarjem, ki se morda nekomu zdi majhen, je pa za mestni proračun in v razmerju z drugimi kulturniki v mestu je to izjemno velika vsota denarja, ki jo mesto da za festival in govorimo o 500 milijona evrih. Kako bodo zahteve vplivali na najbolj priljubljen festival med Mariborčani in Mariborčankami, pa organizator zaenkrat še ne zna napovedati. Kaj pa bo, pa zelo težko rečem. Seveda ima naš ustanovitelj je Mestna občina Maribor, mi smo javni zavod, njihova podaljšana roka in enostavno je popolnoma legitimno in jasno, da imajo oni svoje vizije, na kak način se to počne. Po drugi strani seveda tukaj pridemo v kontakt tudi z stroko, ki pa predstavljamo mi in z možnostmi finančnimi ali preko direktnega financiranja ali preko stopnic ali preko sponzorstev. Torej vse to skupaj tvori konglomerat, ki se mu reče Festival Lent, zdaj
nazaj, ali bo ta festival, kot si nekateri želijo, raztegnjen na vse poletje in za manjšo intenzivnost, ali ne bo. Ogromno stvari, o katerih se danes pač pogovarjamo. Zaenkrat bo takšen, kot ga leto že predstavljamo, kaj pa bo, pa na koncu ne vemo. In kaj o tem menijo Mariborčani in Mariborčanke? Naj bo podaljšan, da se celo poletje nekaj dogaja v Mariboru. Sicer je dober tak, kot je, ampak mogel bi biti daljši. En teden to je premalo. Ne? Malo več kulture bi moglo biti, ne? Pa sprehodi, ko so, da je to urejeno. No, kar se tiče pa v parku za mladino, za otroke, je pa super, kakšne pravljice bi mogle biti, ker bi tudi mi poslušali, da se vrnemo malo v mladost. Ja, jaz bi mogoče podaljšala edino. Ne? Pa mogoče malo več za starejše ljudi glasbe, ne? Zdaj, to ti jazz, pa rock, pa kaj zem kaj, to ni za vse. Drugač pa je načeloma pa v redu, ja. Absolutno, tako kot vse v življenju se mora tudi to spremeniti, tako da podpiram novosti. Če je to seveda spet v skladu z vsemi zakoni in finančno dopušča stvar, zakaj ne bi odprli mogoče vrata še kakšni drugi zvrsti ali pa drugi ciljni publiki, seveda, z veseljem. Ne, čas trajanja ne, ker takrat to je bilo v glavnem začetek je bil udaren, ampak tako ne vem. Meni je zelo všeč, če je v parku nekaj, da se dogaja, pa to na trgu. Vse kaže, da bomo morali počakati do naslednjega leta in takrat oceniti, ali je nova vizija festivalu prinesla dodatno vrednost ali pa ga naredila manj zanimivega.